Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Robert Golob še vedno ni odstopil, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Šla v lekarno z receptom in ostala brez tablet. Do sedaj nismo vedeli, da vam farmacevt v lekarni lahko ne izda zdravila na recept, če mu tako narekuje njegova vest. Da gre za pravico ugovora vesti in za zdravstveni poseg, trdijo v lekarniški zbornici. Kakšen zdravstveni poseg je izdaja zdravila oziroma kontracepcijskega sredstva, se lahko vprašamo. Sedaj pa se lotimo 17. oddaje okrogle 8. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali konec pravice do splava. Kdo in zakaj bi ukinil splav? V Ljubljani sta bila shoda nasprotnikov in zagovornikov splava. Zakaj je splav spet vroča tema, nam bo pojasnil naš stalni komentator, psihoanalitik in dvojni magister Roman Vodeb. Roman, dobrodošel v Faktorju. Lep pozdrav. Roman, tale zgodba z farmacevtko in njenim ugovorom vesti. Zdaj poznamo ugovor vesti pri zdravnikih, mogoče še kje drugje. Zaenkrat nismo zasledili, da bi tudi pri farmacevtih, ki delajo v lekarni, se pojavila ta težava. Tej zgodbi, ki sem jo navedel v uvodu, je prišla pač stranka v lekarno z receptom za kontracepcijske tablete. Ne vem, ali tiste pač preventivne ali tiste kurativne, da se tako izrazim, ampak vendarle pač trikrat farmacevtka v lekarni ni želela dati teh tablet, čeprav je imela recept. Zdaj, eno je ugovor vesti, Roman, drugo pa je pač to, da priješ v lekarno, pa ne dobiš tistega, kar ti piše na receptu. Ja, tole mnoge duše te imajo včasih tudi versko blazne, pobezljajo in preveč dobesedno nekaj jemljejo. Zadnjič sem poslušal, tudi ko sem se pripravljal na tale Faktor, koliko je splaval v Sloveniji, tam ne vem, 2000 smrti otrok, nerojenih, to ni smrt, ne, ampak sem štejejo pa še tiste tabletke dan potem, da je še tam nekih par tisoč, dan potem tabletka. In če je zdaj ta ženska prišla po to dan potem tabletko na recept, ne vem, potem ne vem, koliko mora to na nek način biti ta farmacevtka zblojena. Jaz tudi hodim tam pa tam kaj, nazadnje sem šel v lekarno po neke placebo tabletke in tam so bile ene 3-4 proste farmacevtke. Če ni pri eni dobila, bi šla pač k drugi. Ampak meni se zdi nekorektno do tistega, ki prosi za tabletko, da je ena tam prodajalka, ne, za mene je to prodajalka. Ne da te tabletke. Mislim, to gremo v take skrajnosti, da glava peče, kot se reče. Jaz to ne odobravam. Mislim, naj sistem bo tako urejen, da če pride kupec pa v lekarno pa hoče nekaj, naj se mu to da. Ne pa da, mislim, da je kupec v stiski na račun neke kaprice, ene nepoučene ženske, ki nekaj ne šteka, samo ugovor vesti ima na pobudo inštitucije imenovana RKC. Ja, toliko. Zdaj v komentarjih po to novico oziroma na družbenem omrežju X se je razvila debata, kjer se je oglasila očitno neka medicinska sestra, ki pravi, da so pri njih tudi imeli medicinsko sestro, ki pa krvi ni jemala zaradi ugovora vesti. Mogoče veš, kaj je bil razlog tega ugovora vesti? Jaz vem, da Jehove priče imajo to prepoved transfuzije okrog te krvi, ker sem tudi terapiral te neke Jehove priče oziroma otroke Jehovih prič. Te imajo tudi ene čudne versko blazne nastavke v razmišljanje, to je vse posrkano skozi verjetje v neko ideologijo. In ta verska ideologija zdaj ali je krščanska, ali je islamska, to so neka verjetja, to so, rekel, po mojem videnju, ne, to so neke neumnosti. In človek, ki nima razsodne moči razvite, ki nima razvite kritične misli, potem ne bom rekel, da kupi mačka v žaklju, ampak nasede kot tanker v plitvini, nekim nebulozam, ker vem, da tudi nekatere zdravnice ali pa ne vem, medicinske sestre niso hotele cepiti proti ali covidu ali pa tudi imajo tam neke zadržke. Mislim, to se mene zdi v redu. Ja. Zdaj splav, Roman. Zakaj se recimo danes spet pogovarjamo o splavu, odkot to izhaja?
Zato, ker so ti, ki so proti splavu, tako na nek način spodletelo sočutni, oni tako spodletelo razmišljajo o fetusu kot otroku. Oni tako infantilno otročje razmišljajo, da je tisto nekaj bivajočega, nekaj obstajajočega, skup celic, ne, če se banalno izrazim, da je to že otrok. Ne. To absolutno še ni otrok. To je nekaj, kar lahko postane čez par mesecev živo bitje imenovano otrok. In te ljudje, ki so proti splavu, to mislijo, da se tam likvidira otroka, da se ga ubije. Ne. Potem so pa še toliko naivni, torej nasedajo ideologije in rečejo, otrok tam trpi. Tam ni nobenega otroka, tam je nekaj bivajočega, ki bo nekoč postalo morda otrok. In oni dajo na stranski tir vse pravice žensk, nosečnice, ki nosi ta zarodek, ta fetus, ki še ni otrok, da dajo to na stranski tir, njene pravice, ki bi morali biti tako rekoč izključno pravice žensk do splava, do nosečnice. One pa trpijo, te predvsem ženske, tudi moški, ne, še večji absurd je, da moški trpijo, ko razmišljajo, da je tam otrok ubit. Mislim, to je taka infantilna logika, da z neko poglobljenim razmišljanjem lahko sesuješ vse, kar namotajo verskega ali pa ne vem, neko divjo logiko dajo, češ tudi, da ima spočeto bitje že dušo, ne, duša je zopet verovanski koncept in tisti, ki so od cerkve prevzeli to logiko, da je pač tam noter v trebuhu ne zarodek, pač pa otrok, to so nasedli in pol so sugestibilni, tisto, kar tam slišijo od cerkvi, potem utkejo svoj sistem vrednot in potem zganjajo te, bi rekel, proteste ali pa shode za življenje. Tako da jaz kot antifeminist, recimo, sem za pravice žensk, da sama odloča o tem, ali bo donosila ta zarodek, nosečnost kronala z rojstvom otroka. Tako jaz to gledam, nima nobene, bi rekel, institucionalne ali pa verske blaznosti v ozadju, kljub temu, da sem konzervativen. Ja. Misliš, da je to prepričanje, da je zarodek že otrok in ga je treba pač potem pustiti, da se tudi rodi in dejansko pač postane otrok, korenini v tem, da verjamejo ti, ki nasprotujejo splavu, da je otrok božji dar, se pravi, da ženska zanosi po božji milosti, tako rekoč, in če je pač otrok božji dar, pač božjih darov se verjetno ne zavrača. Zdaj, takole, Bog tam gor, če je obstaja, mi verjamemo, tudi jaz verjamem, da nekaj tam gori biva, mislim gori, tam nekje bi po moji logiki bil lahko nek stvarnik, imenovan Bog, kakorkoli že, jaz v to verjamem, zato ker sem imel močnega očeta in imam to občuten. Jaz nikoli nisem bil v cerkvi, ampak če tam Bog obstaja, on ni toliko, bi rekel, naiven ali pa, da ne bom rekel, butast, da tam dol sugerira svojim hlapcem, če se banalno izrazim, duhovščini, da je splav mora biti prepovedan, sveto življenje. To so verske knjige nastale na pobudo ljudi. To ni noben Bog prišel z neba pa rekel, veste kaj, daj pejt sem ti, daj ti tole napiš na te glinaste plošče, ali pa on, ki je haluciniral Allaha, prorok Mohamed. Ne, to po moji psihoanalitični percepciji, tudi psihiatri bi lahko kaj rekli na to temo. Če kdo tako na tak način halucinira, ima, bi rekel, prisluhe, halucinacije, to je šizotipska motnja, da ne rečem šizofrenija, po domače povedano norost. Jaz nisem ukleščen v nobeno to versko blaznost, zato z nekim razumom tudi rečem, da Bog si ni izmislil tega, kar cerkev uči. Ne, Bog ima vse enako rad, če se banalno raže, tudi ateiste ima rad, tudi tiste, ki naredijo splav, tiste, ki so proti splavi. Tako da tukaj na tej točki bi se treba 2 koraka nazaj stopiti, vendar, pluralnost pa mora delovati. Enkrat, enih par let pred korona krizo, je bila ena tarča na to temo. Vem, da je bila tam ena s težkim priimkom Dzobandora, pa Angelca Likovič, pa tale, ne vem, ali se Ralula, kako piše, glavna govornica, ne vem, kdo vse tam je bil. Drugi dan te levičarski novinarji so rekli, da Angelca Likovič ne sme nikoli več na nacionalno televizijo, zato ker je bila proti splavu. Mislim, to je pa absurd nad absurdi, nacionalna televizija tega ne bi smela si dovoliti, pa reči, zdaj pa ne sme več
nihče na televizijo. Zdaj, ki je televizija vsa leva, ne, ki sploh ta enoumje, bi se moral zgoditi en pluralni diskurs, kjer bi zagovorniki splava, pa tisti, ki so proti splavu, povedali svoje argumente na način, kot tudi jaz povem svoj argument. In ta moj argument, ki ga bom v nadaljevanju razložil, je ful tehten, po mojem videnju. Zdaj, če ga bojo zapopadli, to druga zgodba. Bova v nadaljevanju to govorila, zdaj pa... Ja, bova, ampak veš kaj, Roman, tole bi te še vprašal. Zakaj shodi, recimo, ne? Ok, pač jaz imam neko prepričanje, pač verjamem v njega, verjamem, da imaš ti napačno prepričanje, a te jaz lahko s shodom prepričam, ne? Ker mi smo imeli pač shod nasprotnikov splava oziroma za življenje, ne, kot pravijo, pa smo imeli pa shod pač zagovornikov splava oziroma nasprotnikov teh nasprotnikov splava. Zakaj se organizira te shode? Je to, da krepiš lastno mišljenje ali kaj drugega? Te shodi proti splavu, že lanski, pa vsi te, ki so bili doslej, so namenjeni lajšanju duše. Se pravi, tisti, ki neki protestira. Tam v Trbolah vem, da je ena ženska stala tam, ko kup nesreče pred bolnico. Poznal se v teh referendumskih shodov, sem se jaz boril za pravice otrok, da imajo očeta in mamo. In ta ženska je tudi tam bila na teh okroglih mizah, sem rekel, kaj ste pa tukaj, je rekla, pred porodnišnico sem proti splavu. A sem rekel, tako zelo trpite, ne morete brez tega, da tukaj zdaj stojite. Veste, vi ste zelo sebični, egoistični, vas ne zanima nosečnica, vas zanima samo lastno trpljenje, ker ste se zakalkulirali in mislite, da tam noter obstaja nek dojenček, otrok, ki trpi, ko vidi tiste klešče, abortusne. In ko je potem abortiran, vi mislite, da je tam kot talec, ki je ustreljen in da se tam joka, nema ustreliti, nema umoriti, jaz bi še živel. Ne. To razmišljanje je infantilno. To je premalo podkovana podstat v filozofskem, analitičnem razmišljanju. In ravno v pluralnem diskurzu se ta, bi rekel, norost, ki jo pač v tem trenutku imajo na desni, torej na krščanski strani okrog tega splava, ko tako zelo trpijo, ne, potem nimajo informacij ta pravih. In ko se njim razloži, da tam noter ni otrok, ki trpi pri abortusu, potem se jim pa svet sesuje. Oni pa čustvujejo in se tega svojega čustvovanja nočejo odreči. V to smer pač jaz razmišljam. Ja, v redu. Predlagam, da si zdaj vzamemo krajši odmor, ampak ne nama uid, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, zakaj se danes spet pogovarjamo o splavu. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami je še vedno naš stalni komentator Roman Vodeb. Pogovarjava pa se o tem, kdo in zakaj želi prepovedati splav. Zdaj, Roman, tu si že sam nekako nakazal to v prvem delu oddaje, ne? Močna čustva so tu prisotna na obeh straneh, ne? Ampak mogoče bi te prosil, če nam lahko še malo bolje razložiš ta del, ki si na koncu najnega uvodnega dela pogovora govoril o njem, namreč o tem, da se zanemarja pač žensko mater ali pa potencialno mater, ne, se pravi nosečnico, ki se odloči za prekinitev nosečnosti. Zakaj recimo, če je glavna poanta nasprotnikov pravice do splava pač življenje, ne, se pravi ohraniti življenje, zakaj se stavi več ali pa rečemo vse na še nerojeno življenje, ne pa na človeka, ki je že tu pred nami? Na tej točki jaz vidim eno veliko perverznost. Jaz sem recimo antifeminist, ampak obožujem ženske, feminilne ženske, in te ženske morajo imeti pravico, da odločajo o svojem telesu tudi takrat, kadar so noseče. Izključna pravica, tako rekoč, je žensk, da ali donosi, če je noseča, zanosi noseča, ali splavi. To je pravica teh mladih ali pa tudi starejših žensk. Eventualno tudi tale, ne bom rekel, donator sperme ali pa potencialni očka lahko udeležen pri tem. Jaz imam primer, ko je mladi očka na eni žurki pač si dal duška in lepo svoje seme
nebrstano spustil tam noter, ženska je šla na dan potem tabletko in ta tabletka ni prijela, ženska se je odločila mimo tega, ki je bil tako proti, da bo donosila. In potem se je obrnila in mamica na mene in ta ženska, sem rekel, lejte, vi imate pravico, stari ste 38 let, ste rekli, ne bom imela otrok, zdaj si pa ta otrok, rekel, z božjo pomočjo naredil kontracepcijska tabletka, oziroma dan potem tabletka ni prijela, jaz bom donosila. Očka je bil proti, ne. Ni bil očkam, bil je tam nek, po domač povedan, naključni anonimnež jebač. Sorry, izrazu. Ja. Še vedno sem jaz bil mnenja, da je ženska tista, ki bo rekla da ali pa ne. Nobena tam cerkvena avtoriteta, noben tisti na shodu, ki pridigajo, ko bi morali dati pravice žensk na prvo mesto, daje pa tam pravico nečesa bivajočega, se pravi fetusu, češ da je to otrok. Ne? Tukaj se zakalkulirajo in treba jasno in glasno reči, to ni otrok. To je nekaj bivajočega, ker otrok, ko se rodi, dojenček ima neko zaznavo. Njem se ta software, če tako rečem, misli se mu nalagajo v hardware, v možgane. Se oblikuje miselne sisteme, ker tisto nekaj bivajočega, one bivajoče, že res, da biva, že res, da se na zvok lahko odziva, ali pa da celo pred rojstvom sesa prst, recimo, svoj. Ampak to naredi instinktivno, ampak fetus ne misli. Nima razvitih miselnih sistemov, on ne more misliti svojega obstoja. A čuti, Roman? Ker eno je, če misli, ker recimo imamo zdaj, ni primerna primerjava, ampak zgolj za konteksta, ne? V Sloveniji smo spremenili zakon, smo razglasili živali za čuteča bitja, ne? Zdaj, a fetus, ok, ne misli, praviš, kaj pa čuti? Zdaj, kaj bi bila pa razlika med čutenjem pa mislenjem? Lej, misli se tudi v nezavednem. Ampak in potem pride ven nek občutek, neko čutenje, neka intuicija. Ampak nezavedno misli, zato da nezavedno misli, mimo vseh teh instinktov, ki jih ima tudi človek in živali, za mislenje se mora zgoditi jezik. Otrok se mora naučiti govora, jezika uporabljati in da strukturira svojo misel. Skozi pametno misel lahko dojenček misli sebe. Od začetka misli mamico, za katero misli, da je del njega. Dobra dojka je za otroka dojenčka delček njega. In potem z miselnim naporom mora dobro mamico, dobro dojko odvojiti od sebe in reči, mamica je prvi, drugi. Ona nisem jaz, jaz sem ta, ki se vidim v ogledalo. Govorim zdaj v zrcalnem stadiju po Lacanu. In ko otrok misli, ko razvija miselne sisteme, fetus jih pa nima, otrok misli lahko tudi svoje nebivanje, neobstoj. Fetus tega nima. Človeka obvladuje načelo ugodja, otrok že uživa, fetus mogoče čuti ugodje, ampak miselnih sistemov pa fetus nima. Zato ne moramo govoriti o otroku, ker otrok tam noter ne joka, on ne misli klešč, ki me bodo likvidirale, abortirale, ker nima, torej ne samo, da nima odprtih oči. On ne more misliti, zdaj neko čutenje, to, da se na neko dražljaje lahko odziva refleksno, ja, živčevje ima razvito, ampak jezika nima ponotranjenega, skozi katerega bi razmišljal svoj obstoj in svojo morebitno likvidacijo. Ker fetus ni talec, ki se ga ubija. Tako kot te infantilno razmišljujoči nasprotniki splava tako razmišljajo. Ne? Teh je treba podučiti. Skozi tudi mogoče tematiziranje evtanazije, ne? Ker star človek pa reče, jaz nočem več živeti, dajte me evtanizirati, če sem 10 dni v komi. On razmišlja, fetus pa ne razmišlja, zato moramo moralno razsodni ljudje reči, fetus ne razmišlja, ampak mamici je pa lahko uničeno življenje, če bo rodila, če bo donosila, ker bo foter pognal, ne bo končala fakultete, njeno življenje bo kalvarija, kljub temu, da se ji lahko zgodi in se ji zgodi, če donosi, da bo tega otroka imela rada. Ampak njeno življenje bo zagrenjeno, očka tega otroka bo neznan, ker je mogoče zanosila na žurki, še ne ve s kom. To so te dileme, o katerih ne govorijo ti, ki so na teh shodih. Po drugi strani pa ta shod tega 8. marca oziroma teh, ki se malo norčujejo, bolje, da je shod, kot da pulja tiste zastavice, tako kot se je zgodili v Palani, ki pa tiste eksces mi pa res ni bil všeč strani tega puljenja zastav, čeprav tudi zastavice mi niso glih blizu, da se tam neke zastavice zapikuje.
Ja, govoriš o tej svetovalki, Sari Štiglic, predsednice Republike Nataše Pirc Musar, ki se je morala kasneje zaradi tega posloviti. Zdaj, Roman, če gremo po vrsti, zakaj prihaja do teh nezaželenih nosečnosti? A bi na tem področju rabili kaj več narediti, da sploh ne bi prihajale potem te ženske v to stisko, ker se mi zdi, da tukaj pač ozaveščanje je, ne moramo reči, da... Seveda je. Zakaj potem vseeno, recimo, prihaja tudi v Sloveniji do pač kar dosti primerov teh prekinitev nezaželenih nosečnosti, a bi se dali tukaj narediti, da bi do tega bilo manj, ker potem bi bilo manj tudi teh nasprotij? Noč ima svojo moč, alkohol tudi, obstaja neko načelo, ki ga jaz povem na odru, baba pijana, rit prodana, to se pohota razbohoti, punce, najstnice ne vejo, da se bo pustila nagovoriti in mladi, uživajoči mladec se bo napil, še mogoče omamil in spustil bojeve glave, in ona bo zanosila. Ona na to ni računala. Ona ne ve, da ne obstaja kar moški s kondomom, ampak njega moralno nerazsodnega mladca ne zanima. On hoče, da tistega slepca v štirno, se reče v Trboveljah, in ženska zanosi. Ona ne računa, ona ne ve, ona ni šla na žur zato, da se dol da, ampak ne ve, da ko bo pohota vsekala, se ne bo mogla sama braniti. Te stvari mladi ne vejo. Mladi so tisti, ki brez zaščite grejo, se spuščajo te avanture seksualne, se obstaja tudi una tabletka zdaj, če se bo zgodilo, bo pa dan potem tabletka, med mladimi je to kar razširjeno. Potem je tukaj še ta liberalna spolna vzgoja, ki je popolnoma napačno koncipirana. Tisti, ki to izobražujejo, so absurdno nevedni, psihoanalitično nepodkovani. Zdaj ga bom imenoval Tim Prezlj, eden takšnih. To je aktivist, ki napačno gleda na spolno vzgojo. Na desni strani, krščanski, so pa te pa misli, da so v srednjem veku, da seksati pred poroko, to pa ne. Mislim, nismo več v srednjem veku. Nekateri prepovedujejo celo kontracepcijo, navadno kontracepcijo, zdaj alkemično. Ja, tudi prezervative v končni fazi. Ja, tudi kondomi, kot je to prepovedano, pa sveto življenja, potem Boga kličejo na pomoč, po cerkvi so rekli, to je popolnoma spodletelo. In če bi se pluralnost dogajala na nacionalni televiziji, bi lahko slišali leve, desne, sredinske in tiste neke leve kretene ali pa desne kretene bi v pluralnem diskursu takoj neutralizirani. Tega pa ni. Tako da ljudje se ne zavedajo moči libida, pohote, ne vejo, kako je to omamno in za ženske in za moške. Moški so testosteronski, rinjajoči, ženska pa nima nadjaza toliko močnega, da bi se lastni pohoti in sugestiji teh mladcev upirala. Tako da, če dalje več bo tega in kontracepcijska tableta oziroma neki prezervativi oziroma kontracepcija mora biti, zato ker je tehnologija tudi omamljanja s pohoto preko pametnih telefonov tako napredovala, vroče linijo potekajo, SMS-i, TikToki, to se otroci zrajcajo, mladeniči in mladenke se zrajcajo in to je težko ustaviti, to se ne da ustaviti. Zdaj, Roman, nasprotniki splava so predstavili tudi primere otrok, ki so preživeli splav. So sicer danes na tak ali drugačen način prizadeti, ampak živijo. Kaj pa rečeš na to? To preživijo tisti, ki so bili deležni šarlatanskega pristopa pri splavu. Jaz sem mnenja, da se mora splav opravljati tole nekje iz Brazilije ali kako že. Splav se mora opravljati zdravniško nadzorovano. Strokovnjak, ginekolog, tisti, ki to ve, kaj dela, mora opraviti splav in ta ga opravi korektno. Šarlatani ali pa tako, ko so nekoč delali, ali pa tam neki mazači, to pa lahko tako naredijo, da se potem pa zgodijo tile otroci, ki so tukaj omenjeni, samo zato, ker splav ni legaliziran oziroma brezplačen. Ženska, mlada, potencialna mamica, ki zelo zanosi, pa prav, da ne bi zanosila, mora biti deležna brezplačnega splava. In to recimo je zagotovila v Franciji ali pa v Srednji Evropi Simone Veil. To je ministrica za zdravje, francoska, ki jo pa naprimer
mnogi, tudi naš Boštjan M. Zupančič, nažalost, ki se zelo spozna na psihoanalizo, je rekel, da je morilka vseh morilk. Ne, to je ministrica za zdravje v Franciji, ki je legalizirala splav tako, da je splav strokovno opravljen, pa brezplačno. In to je nek civilizacijski napredek, ki ga imamo tudi, bomo rekel, pa sem antifeminist, na srečo tudi v naši državi, že v Jugoslaviji. Tako jaz gledam na te stvari. Ja, zdaj, Roman, če zdaj obrnemo zgodbo, ne? Ko se otrok rodi, a ima vsaka mama avtomatsko rada svojega otroka, kako potem ta dinamika poteka z vidika matere? Prej si že govoril, kako to zgleda z vidika otroka, zdaj pa kako to zgleda z vidika matere. Tudi posiljene ženske imajo lahko, ali pa imajo večinoma rade svoje otroke. Nosi ga pod srcem, 9 mesecev ga rodi in ga ima rada, če tudi je oče bil posiljevalec. Človekovi obrambni mehanizmi so taki, da se to največkrat zgodi. Včasih se pa kakšnim narkomankam, pa ko vidijo, da ni izhoda, da je v tisti abstinenčni krizi, da zdaj pa še ta dojenček pride do detomora. Ona si ga ne želi in ubije lastnega dojenčka v neki stiski. Jaz poznam primere, ko so šizofrene ženske ubijale svoje otroke. Prav osebno izpoved, rekel, neke ženske, katere mama je ubila 2 ali 3 celo dojenčke in ni šla v zapor. Na tihem so to skrili, ker je bila v šizofreni situaciji, nora je bila, po domač povedano. Določene ženske so v stiski, si ne želijo otroka, ta otrok da lahko posvojitev. Ampak če ga donosi, se sama odloči, da ga donosi. Če se pa odloči za splav, in mora pa sistem to dovoliti. In naloga vsake države je, da spoštuje željo svojih državljanov in nosečnice imajo svoje zahteve, svoje želje. Tisti, ki pa napadajo nosečnice, ne, te so pa egoisti, pa še spodletelo logiko imajo, ki se v nekem pluralnem diskurzu da dokazati, da se motijo. In to lahko recimo jaz, če si vzamem par minut časa, dopovem, da recimo, pa bom vzel zdaj pa tale film Artificial Intelligent, ko je bil tam mamica bi si želela otroka in pol ni mogla nekako zanositi, potem so ji pa zrihtali tega nekega robota. In ta robot je hlinil otroka in potem so pa tega otroka je pa mamica rodila in potem v enem spletnem okoliščin bi pa tega robota odstranili, ta robot je pa imel idejo, da bi še živel. V resnici je robot ne živi, ampak biva. Evo, da bi še deloval, to je ta otrok, to je ta znameniti film. Ta otrok je namreč potem bil v spletu neke apokalipse, pristal na dnu oceana za 2000 let. Potem so pa prišli nezemljani in ta robot je oživel. Ampak nekdo je dal pobudo, da se tega robota da ugasniti, ne? Ko bi rekel splaviti. In mamica je jokala, ker je bila tako sočutna. Pa to rekel nekdo, ali je bil to oče, partner, mož, to ni otrok, ti samo misliš, da je otrok, to je robot. To je robot, ki nič ne čustvuje, to ima te programe, mi ga samo ugasnemo in ne bo več bival, ne bo več igral. In ženska se je takoj jokala in tudi solze je ta robot spuščal. Ja, to so te nezemljani, ki so pa tega otroka potem pa v živo biti, v človeka pa svojo tehnologijo spremenili. Skratka, čem povedati, da problematično je trpljenje tistih, ki so proti splavi. Oni tako zelo trpijo, ker mislijo, da je v trebuhu ne zarodek, ampak otrok. In na tej točki se motijo, in tisto bivajoče ne trpi, ker nima razvitih miselnih sistemov. On sebe nima, da je tam zdaj likvidiran kot talec, da je tam ubit. In to te, ki so proti splavu, napačno razmišljajo. Z analitičnim sklepanjem se jih da pripeljati do sklepa, da so se zakalkulirali. In se jim reče, zdaj pa takole, nehajte nergati po družbi, pustite ženskam, ki so noseče, in njihovim možem oziroma plojevalcem. Naj se oni odločajo avtonomno, brez sistemskih ali pa religioznih cerkvenih pritiskov. To bi bilo po moji moralni razsodnosti moralno prav. Oziroma jaz imam razsodno moč in skozi nek analitični diskurs sem skušal zdaj dopovedati, da tam noter ni misleče bitje, je živo, ampak pazi zdaj to, žive so tudi spermije. Danes sem bil slučajno na Facebooku in vidim, da je nekdo posodobil svojo naslovno sliko, zelo staro, pa je dal gor spermij. Spermij je tudi živ, ne? Pa jajčice je tudi živo. Ena virsko blazna moja klientka, da ne rečem pacientka,
je rekla, da to pa res je greh, da moški, ko masturbirajo, tiste dojenčke zajakulirajo in odplaknejo tja v vodo. Milijoni dojenčkov grejo tam v nepovrat. Vse, ko ste vi zmešani, kdo vas je pa to... Ja, logično je to, vse to so bodoči dojenčki, pa to se mi učimo, kje pa? V cerkvi. Ja, kakšnega duhovnika pa imate, da take nebuloze govori? Ja, vse, če logično sklepate. Ne, jaz logično sklepam, ne tako neumno razmišljati. Skratka, z nekim analitičnim razmišljanjem se da dopovedati tem, ki malo preveč v negativno smer nergajo, da pač so se zakalkulirali v svojem sklepanju. Ja. Kakšna logika je pa zadnji, recimo Roman, pri mnogih nasprotnikih splava se zavzemajo za to, da bi splav bil prepovedan, tudi če je ogroženo življenje matere? A vidiš, kakšna psihopatska logika. Lahko da so toliko sugestibilni. Sugestibilnost je nek fenomen, ki ga jaz tam prepoznavam pri procesu hipnoze, ker ko hipnotiziram, eni so bolj sugestibilni, drugi manj. In tisti najbolj sugestibilni padejo v trans, sam ko cerkev stopijo. In če tam slišijo nek suhoparni stavek, da je treba vsakega otroka, če tudi se bo rodil hendikepiran, spravi do življenja. Življenje je sveto, otrok ima že v mamici dušo. Ne govori o zarodku, govori o otroku, že tukaj je kiks. In sugestibilne, ne bom zdaj rekel ovce, rekel bom versko blazni ljudje, nasedejo karkoli slišijo od cerkvi. In cerkva, vse imajo nekateri tudi razsodno moč, tudi duhovniki. Tu mogoče tudi nune, ampak določeni versko blazni ali pa fanatični duhovniki pa skrenejo ene čudna razmišljanja in ko meni pridejo, pa kaj jih cerkev uči, ne vsi duhovniki. Eni tako učijo, drugi drugače učijo. Eni duhovniki znajo biti pokvarjeni, vemo, da obstajajo tudi pedofili, drugi so zelo plemeniti. Jaz jih par poznam, ful so dobri, tudi dobri, tako rekoč psihoterapeuti, eni prvih psihoterapeutov v teh spovednicah. Ampak moje izkušnje s temi cerkvenimi dušami, pride k meni ženska 5 otrok, pa reče, veste kaj, meni se v življenju čudne stvari dogajajo. In jaz sem naredila 5 otrok, imam pa 2 splava sem naredila, mene pa Bog kaznuje. Ja, kaj pa dela Bog? Mislim, Bog ni butas, da vas Bog kaznoval, Bog ni človek. Bog je neka moralna inštanca, mogoče obstaja, mogoče ne. Kaj pa je bilo? Ja, bila je prometna nesreča, pa je moja hčerka skoraj umrla tam. Ja, pa čakajte, to slučajnost ne morete vi s svojim splavom povezati. Ja, v cerkvi pravijo, da se splav ne sme, da je to greh, jaz sem pa grešila. In narobe vam pravijo v cerkvi, nič niste grešili. Če bi imeli 7 otrok, kaj bilo pa pol, ja ne vem, kako bi živeli. Že zdaj težko živimo, ko imamo 5 otrok. Pol bi imeli pa 7. In jaz sem jim to lepo razložil, da se je nehala moralnega mačka nabijati. Pol je pa na koncu rekla, joj, zdaj ste mi pa odvalili kamen od srca, jaz sem pa tako trpela, ker sem mislila, da sem smrtni greh naredila. Pa ni to smrtni greh in se je potolažil. A pol je tudi spontani splav greh? Vidiš, spontani splav, tudi s tem se ukvarjam. Ženske imajo spontane splave, načeloma, po moji logiki, je spontan splav proces nezaveden. Se pravi, rodi se tle noter v glavi, in ženska spodletelo nezavedno razmišlja o svoji nosečnosti, o svojem nerojenem otroku in potem sama sebi, razen če ni izven maternična nosečnost, to je tudi nek spontan splav, ampak določeni spontani splavi se lahko naredijo na psihično pobudo. Mislim, zdaj, če je še to greh, mnogi spontani splavi se dajo odpraviti ženskam, ki to imajo večkrat, 5krat, 6krat, 10krat, da naredijo psihoterapijo. In po psihoterapiji se prepuca cela psiha in potem zanosi in donosi. Jaz sem udeležen v teh in psihoterapijah in s hipnozo sem zanositev sugeriral, ki se je zgodila. Tako da tukaj je ogromno neke nevednosti. In v nekem strokovnem diskurzu, ki je malo lev, malo desen, malo sredinski, se lahko ljudem par stvari razloži. Jaz sem se danes tukaj angažiral za to, ker hočem ljudem dopovedati, tistim, ki ne vejo točno, kako bi razmišljali. Jaz sem eno logiko tukaj predstavil in bom zgubil kopico nekih fenov, ker zadnjih 5-10 let so moji feni konzervativci. Tisti, ki hodijo hmaši. Jaz sem konzervativen v čist drugem smislu, ampak sem pa zato, da ženska ima pravico in se naj sama odloči, ali bo donosila tisti zarodek
speljala nosečnost do rojstva ali ne. A se ti potem strinjaš s tistimi, ki pravijo, da je pravica do splava danes pri nas ogrožena? Vemo, imeli smo tudi akcijo podpisovanja in tako naprej. Lej, pluralnost mora biti, o tem se mora govoriti, se sme govoriti zato, ker bi rekel, polovica naroda razmišlja tako, polovica drugače. To, da je tam nek argument, Asta Vrečko namreč piše, da je ta pravica zapisana v ustavi. Jaz sem retweetal, oziroma tam sem na tweet odgovoril, pa to ni argument, če je nekaj zapisano v ustavi. To ni argument. V ustavi lahko piše, da je smrtna kazen dovoljena, pa moramo to, bi rekel, ta člen črtati z te ustave. Pač Slovenci nimamo tega, ampak določene ameriške ustave imajo v ustavi to zapisano. Yeah. Moje mnenje je, da se sklicevanje na pravo, da to ni prava pot. Mi moramo v akademskem diskurzu s filozofskim razmišljanjem, na tapeti mora biti pa sebičnost etike, ker namreč etika je zelo sebična, se pravi, ti, ki so proti splavu, so skrajno sebični in dajo svoje trpljenje pred pravice žensk do splava. Ampak kakšno je to njihovo trpljenje? Oni so sočutni tako zelo, da ko oni razmišljajo splav, to se jokajo, ko čutijo, da tam se bojo splav, je pa dovoljen. Ampak zakaj ravno splav? Zakaj nekaj drugega, recimo? Ne, se jokajo tudi vegetarijanci v klavnicah, ne? Mislim, ali pa tam evtanazija, zdaj se pa ta evtanazija, čakajte malo. Človek je rekel, dajte me evtanizirati. Nimaš kaj ti govoriti, če se starostnik odločil, da noče več živeti, njegovo življenje je kalvarija. Splav je pa trdi označevalec, ker tam noter je pa domnevno otrok. Ne, ni otrok, nekaj bivajočega, zarodek ni otrok, ne misli svojega obstoja, ne boji se klešč. Pa pravijo, zarodek se izmika kleščem, on misli. Ne, to je sluzasta ovojnica in jaz parkrat sem že rekel, če greste vi napičiti gobe v olju, jih ne morete napičiti, ker je olje tako, da ne morete gobe z vilca napičiti. Kleščam se zarodek izmika zaradi fizikalnih zakonov, ne pa s neko voljo po življenju. To je fizikalni zakon, da se klešče ne morejo tam stisniti tistega zarodka, ki ima status bivajočega skupaj celic. To ni otrok. Je pa dilema, kdaj pa je otrok. Ne? Tukaj pa imamo probleme. In jaz sem preštudiral Petra Singerja, to je alfa in omega te bioetike, 2.5 sem napisal recenzijo za teorijo in prakso. Evo, toliko mogoče. Hvala, Roman. Zanimivo razmišljanje, gotovo še kdaj na to oziroma na kakšno drugo temo. Danes pa hvala lepa za tvoje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kdo želi ukiniti splav, že 1069. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali omrežnina, nujno zlo ali največji kozel aktualne vlade. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.